Ja, najlepša hvala za povabilo, da danes nekaj povem o teh lipoproteinskih delcih, o katerih pravzaprav ne vem, zakaj jih sploh imamo, če smo čisto odkriti. Sta taka zagonetna lipoproteina, ki sta si silno podobna, pa tudi precej se razlikujeta med seboj. Njunega pomena kot tacga pa pravzaprav niti najboljš ne poznamo. Dobro, mi vemo, da holesterol LDL je na nek način smet, o tem bom pozneje malo več povedal. Lipoprotein mali A je pa zelo misteriozen lipoprotein. Tukaj je razkritje, ampak da povem tudi, zakaj o teh dveh lipoproteinih danes pa govorimo. Namreč cela vrsta člankov, govorov in kaj sem čega, vsega čega je bilo že o teh dveh lipoproteinih, ampak vedno o enem, pa o drugem, zelo redko pa o tem, skupno o obeh, da bi povedali tudi, v čem sta si podobna, v čem sta si razlikujeta, kaj imata skupnega in zlasti tudi, kaj je njuna funkcija. Načeloma velja, da je lipoprotein nizke gostote, to se pravi ta LDL holesterol ali slab holesterol ali škodljivi holesterol, prenašalec holesterola v krvi. Ampak in da je njegova fiziološka vloga pravzaprav dostavljanje tega holesterola celicam. Ampak mi vemo, da vsaka celica v človeškem in živalskem svetu zna sama holesterol delati. In teoretično niti ne potrebuje te zelo ključne sestavi oziroma snovi, kot je holesterol. Po drugi strani pa vemo, da kadar je tega holesterola LDL preveč, nam dela same preglavice. Podobno za lipoprotein mali A. Vemo, da je pretežno genetsko določen in kot boste videli, je njegov razvoj silno nenavaden. In ni čisto jasno, zakaj pri človeku sploh še ga imamo. Lipoproteinske nizke gostote. Mi vsi vemo, da lipoproteini oziroma maščobe niso v vodi topne, zaradi tega se prenašajo v posebnih delcih, se pravi teh lipoproteinih. In ta lipoprotein nizke gostote je nasledek cele kaskade, po kateri se drugi lipoproteini presnavljajo in se zmanjšujejo. In kot vidite, ta lipoprotein ima ogromen holesterola, skoraj nič več trigliceridov, dobro ima pa še fosfolipide in druge stvari, ampak tisto, kar je pomembno, je, da ima estre holesterola in prosti holesterol in to je njegova ključna sestavina. Poleg še beljakovine, ki je tudi zelo pomembna. Vemo, da nastane tako, da v jetrih nastalih delcev, lipoproteinskih delcev VLDL, ki so prenašalci energije po telesu. V njih je zelo veliko trigliceridov, potem pa razni encimi te trigliceride postopoma odstranjujejo in te VLDL delci postajajo vse manjši, vedno manj je v njih trigliceridah, dobimo te tako imenovane vmesne lipoproteinske delce, dokler ne ratajo te LDL delci. Te se odstranjujejo deloma v jetrih, deloma pa grejo lahko tudi v nehepatična tkiva, kjer dejansko, kamor dejansko tudi prenašajo ta holesterol, ampak to je pravzaprav njihova nepomembna funkcija. Ključna funkcija cele te poti je pravzaprav prenašanje energije s trigliceridi in kot sem na samem začetku rekel, LDL je vrečka, v kateri so bili od začetka trigliceridi, ko so se odstranili, je ostala samo ta vrečka, ki je v principu škodljiva in se odstranjuje preko receptorjev v jetra. Holesterol pa, kot sem rekel, je izredno pomembna snov, je ključna sestavina vsake celice v živalskem svetu. Rastline imajo zato celulozo. Je predstopna za številne hormone, ki so nujno potrebni. Je nujna tudi pri nastajanju vitamina D. Iz njega nastanejo žolčne kisline, ki so zelo, zelo pomembne v naših prebavilih za presnavljanje in nenazadnje tudi pomagajo
pri prenosu raznih vitaminov. Ta holesterol je ključen tudi pri sestavljanju živčnih ovojnic in del signalizacije. Ampak, kot sem rekel, ta holesterol zna vsaka celica tudi sama narediti in tega iz LDL holesterola skoraj ne potrebujemo. Izkaže še nekaj, da kadar imamo tega holesterola v krvi veliko, naprimer več kot tam okrog 4 milimole, to pomeni praktično v zelo velikem deležu, da bo prišlo pri teh osebah, ki imajo toliko holesterola v krvi, do ateroskleroze. To je zelo zanimiva raziskava, o njej sem že večkrat vam govoril, pri tistih, ki imajo zelo malo LDL holesterola, tam okrog 1,3 milimola, pri tistih ateroskleroze praktično ni. Pri tistih, ki imajo okrog 4 milimole na liter, pri tistih je pa mislim, da zdaj jaz ne vidim na tem, ampak tam okrog 64% ljudi ima aterosklerozo, čeprav so to osebe, ki so mlade, kot vidite tam okrog 45 let in brez predhodne žilne bolezni, ki imajo pravzaprav nizko srčno žilno ogroženost. Pa kljub vsemu pri teh že najdemo v žilah aterosklerotične spremembe. Skratka, holesterol v krvi nobene koristi, sama škoda. Tukaj tudi je prikazan, kako ta LDL holesterol, kaj on pravzaprav dela. Gre za to, da ta holesterol, če ga je preveč, prodre v našo žilno steno, kjer se spremeni in povzroči, da se tam ene celice aktivirajo, te vnetnice se aktivirajo. To vnetje začne sproščati razne citokine, temu rečejo, ki povzročijo, da se začnejo gladke mišične celice v to žilno steno noter premikati, po drugi strani povzročijo okvaro endotelijske površine, ki drugače ščiti to žilo, in vse to se začne mešati. Holesterol se začne v tej intimi, se pravi pod to površino in med mišičnim delom se začne nabirati in nastane taka lipidno jedro z veliko vnetnicami ob robu, to vam bom še naprej na eni sliki pokazal, in te vnetnice začnejo najedati to površino, temu rečemo kapa na aterosklerotičnem plaku, in ko ta razpoč, pride do težave. Kadar pride do razpoka te kape na aterosklerotičnem plaku, se gor začnejo nabirati trombociti in zelo hitro nastane strdek. Seveda v krvi, v našem telesu so tudi mehanizmi, ki zavirajo, da bi ta strdek preveč napredoval in zamašil žilno steno. Ampak, kot boste potem videli, ravno lipoprotein A, mali a, pa nam tle, bi rekel, poleno v šprikle kolesa porine. Ampak bom naprej povedal, kako to gre. Skratka, gre za to, kadar pride do razpoka take plake, se tromb naredi in to je tisto, kar lahko v trenutku zamaši, naprimer srčno žilo in pride do akutnega koronarnega dogodka ali pa v možganih, da pride do možganske kapi ali pa tudi v nogah, v arterijah nog, lahko pride do akutne ishemije noge, ko noga v trenutku postane hladna, bela in zelo boleča in tega se bojimo, kot hudič križa. Vidimo, da je tudi ta povezanost med možgansko kapjo, angino pectoris in vsemi temi stvari je neposredno povezana z ravnjo tega holesterola LDL. In tukaj vidite, kako tak plak, kako napreduje od čist tankega, dokler lahko pride do razpoka ali pa erozije in do kalcificiranega plaka, na kar se začnejo tudi nabirati tukaj celice in da pride do razpoka in tromba. In takrat, ker pride do taka tromba, to pomeni, da je prišlo, vidite, tukaj zelo lepo se to vidi, veliko jedro, tako lipidno jedro v tej, očitno je bilo usodno za tega človeka, kot drugače te lepe slike ne bi videli, to je pač patološki preparat in tukaj vidite strdek noter, ki se je žica malo skrčil, ampak ta je tisti, ki je popolnoma zaprl to koronarno arterijo in tlele vidite, kako je razpočen. Tlej in tukaj je ta strdek nastal. In tako napreduje ateroskleroza do tele zadnje stopnje in vemo, da ateroskleroza je dejansko pogojena z visokimi vrednostmi holesterola LDL, ki ni
dejavnik tveganja, ampak je vzrok za zgodnjo oziroma prezgodnjo srčno-žilno bolezen. Lipoprotein mali a, kaj je to? Pravzaprav, če ga takole pogledate, vidite, da je skoraj enak kot je LDL, ampak ima pa nekaj zraven. Ima dodan apolipoprotein A, mali a, ki je sestavljen takole, vidite, iz tele krogci, to so tako imenovani kringli, se temu reče prestice. To je, kringel je danski izraz za prestico, zato ker ima tako obliko. Ampak ni to tako važno. Važno je to, da imamo v takem apoproteinu zelo spremenljivo število določenega kringla tip 4. To je zelo pomembno, o tem se bomo kasneje še malo več povedali. Takole izgleda tale apoprotein A, ko ga izolirano gledamo. Ampak kaj je značilnost tega apoproteina mali a? Da je izredno podoben plazminogenu. Plazminogen je pa ključna beljakovina, ki sodeluje pri raztapljanju strdkov. In to je tisto, kar sem prej rekel, da v normalnem telesu je uravnovešeno tisto nastajanje strdkov in raztapljanje je uravnovešeno tako, da ne pride do krvavitev, ampak tudi, da ne pride do zamašitev. Tukaj mora biti vzpostavljeno ravnovesje. In ta plazminogen, oziroma ta apolipoprotein na to vpliva in ga moti. In vidite, da ta apolipoprotein mali a se takole pripne na apoprotein B LDL delca. In na ta način imamo zdaj ta lipoprotein mali a. Zelo zanimiv je ta lipoprotein, kot sem rekel, zelo podoben plazminogenu, s to razliko, da plazminogen, ki je en od temeljnih mehanizmov pri uravnavanju homeostaze, se temu reče, uravnavanju starevanja in razgradnje teh strdkov, je silno razširjen pri vseh tehle vrstah. Ampak ta ApoA, ta pa ni. In še bolj posebna oblika tega apoproteina lipoproteina A pri človeku ima še eno posebno lastnost, da ima veliko imunoreaktivnih oksidiranih fosfolipidov, ki so izredno močni pospeševalec vnetnega dogajanja. In to je samo pri človeku, oziroma tudi deloma pri teh človeku podobnih opicah bolj razvitih. Kje nastaja? Apoprotein mali a nastaja v jetrih. Kje se pa poveže z LDL delcem? To pa ni čisto jasno. Zdi se, da se poveže v sami cirkulaciji, skratka, apoprotein mali a se sprosti v kri, tam poišče LDL delc, se nanj prilep z eno disulfidno vezjo, to niti ni važno, ampak pripne se in dobimo lipoprotein mali a, ki se odstranjuje preko receptorjev, po eni strani tistih, ki odstranjujejo tudi sam LDL delec, po drugi strani pa tudi tisti, ki odstranjujejo plazminogen. Ampak dejstvo pa je, da je ta privlačnost teh receptorjev za lipoprotein mali a bistveno slabša in za tega ga je pač lahko tudi več v sami krvi. In to je tak krog, kako ta LP mali a kroži. Kaj vpliva na njegovo raven? Po eni strani, kot sem že prej rekel, ključno na raven lipoproteina mali a delujejo genetski dejavniki. So številni polimorfizmi, to niti ni važno, ampak gre za to, da pravzaprav skoraj 90% pojavnosti je genetsko pogojene. Ampak ne samo to, 10% pa tudi druge stvari. Po eni strani spol, starost, tudi etična pripadnost, vam bom pokazal, različno raven imajo recimo azijske populacije od afriških ali pa od evropskih, nekatere bolezni zvišujejo to, nekatera endokrinološka stanja, na primer menopavza zviša raven tega lipoproteina mali a, ne nazadnje tudi vnetje na to do določene stopnje deluje. Skratka, čeprav je 90% ga je določenega genetsko, 10% pa tudi z drugimi dejavniki.
Še ena stvar je pomembna. Se oproščam, tlele se mi usta kar sušijo, ker sem tako razvnet. Za ta lipoprotein mali A je značilno, da se pri njem lahko zelo namnožijo določeni te kringli, posebna skupina kringlov, tako imenovan kringel 4,2. To je tukaj, vidite, da so narisani, pa takole narisani. So še druge kringli, ampak ta je tisti, ki je pomemben. In pri tistih lipoproteinih mali A, ki imajo malo ponovitev tega kringla, kot vidite, tukaj imate hipervariabilnost teh ponovitev, je izrazito visoka. Ampak tisti, ki imajo malo, tisti so ključni dejavniki, ki zvišujejo raven tega lipoproteina mali A v naši krvi. Medtem tisti, ki so zelo veliki, ki imajo tudi tam 40 ponovitev tega kringla 4, te pa ne zvišuje ravni lipoproteina mali A v krvi, in to je zelo pomembno, ker kot vidite, ta z malim APO, to so tisti, ki povzročajo to visoko raven, ki jo ima približno 20%, naprimer slovenske populacije ima tako majhno obliko z visokimi ravnimi, ki so zelo škodljive. Tole tukaj ni važno, ampak to je tisto, kar je važno. Skratka, velika izoforma z veliko molekulsko maso zaradi številnih ponovitev tega kringla 4 je manj otrvina kot tista z manjšimi številkami ponovitev tam do 20, in ta je bistveno bolj škodljiva. In to je pa tisto, kar sem rekel, zanimivo, ta genetika in razvoj človeka skozi milijone let, oziroma ne milijone, ja, tudi človek in človeku podobne predhodniki, vidite, da imajo teh majhnih, imajo v Afriki relativno več, medtem ko Evropa je tam okrog 20%, Azijci jih imajo pa bistveno manj. In tukaj vidite, kakšna je ta razporeditev za evropsko populacijo, in problem nastane približno pri 500 mg na liter, ali bolje pri 100 nanomolih na liter. To bom, ali pa tudi ne bom razlagal, da so tukaj majhne razlike, kako mi določamo, imamo dve vrsti določene, ena je masa, ko po teži določamo, drugo je pa nanomolska, ko po številu delcev določamo. In boljša je tista, ki število delcev določa, ampak gre za to, da vidite pravzaprav, da tega je veliko, in vidite tudi tukaj, kako z rastjo tega lipoproteina mali A, kako raste ogroženost, tveganje za večje srčno-žilne dogodke. In tukaj samo, da primerjamo, vidite, da sta pravzaprav ta LDL pa lipoprotein mali A sta si dejansko izredno podobna. Razlika je samo ta, da lipoprotein mali A ima te kringle tam, te prestice danske, ki nam veliko škode delajo. Zdaj, razmišljali so o tem, kakšna je pravzaprav filogenetska funkcija lipoproteina mali A. Zdi se, da naj bi bila zelo vpeta v popravilo okvarjenih tkiv, da ne bi pospeševala celjenje ran, okvarjala poškodovane žile, ampak se obnaša tudi kot akutni reaktant. Zakaj? Zaradi tega, ker vnetja in podobne stvari tudi isto hitreje poškodujejo žilno steno, in zaradi tega pravzaprav takrat naj bi za odpravo teh okvar rabili več tega lipoproteina mali A. Ampak včasih je problem, da kadar je preveč, je več škode kot koristi. To ne velja za denar, ampak za vnetno dogajanje pa definitivno velja. Ostalo ni važno, ampak gre za to, da takole na poškodbo žilne stene odgovori ta lipoprotein mali A, da naj bi se več ga sproščali in naj bi po eni strani, kot sem že rekel, zaviral fibrinolizo, da ne bi prišlo do krvitve. Gladkomišične celice so tiste, ki naj bi obnavljale tudi in utrjevale te aterosklerotične plake, zaradi tega teoretično je to dobro, če jih imamo. Endotelijske celice je tudi dobro, če pokrijejo tam, kjer je prišlo do razpoka ali pa do erozije, ampak sprošča se pa tudi več holesterola v tkiva, kar pa seveda ni glih tako dobro, ampak
kot smo rekli, za nastajanje celic, za nastajanje celičnih membran, rabimo tudi holesterol. In tukaj je ta funkcija, zakaj ga je toliko več. Ampak lipoprotein mali A pri človeku deluje prav nič zaščitno, ampak deluje proaterogeno, protrombotično in provnetno. Tukaj še enkrat pokazano to proaterogeno delovanje, kaj vse, ne bom šel skozi detalje, ampak vidite, da na celo vrsto teh dejavnikov vpliva, ki pospešujejo nastajanje trombov. Provnetno delovanje, ki tudi posredno še pospešujejo nastajanje trombov, aterosklerotičnih plakov, pa še protrombogeno, se pravi takrat, ko je ta plak razpočil, pa so se začeli trombi gor napet, pa je začel nastajati tromb. Ta lipoprotein mali A zavira zaščito pred tem, da bi se taka žila popolnoma zamašila. In zaradi tega je pravzaprav dejansko bistveno bolj povezan z zapleti, ki se jih seveda tudi bojimo. Tukaj vidite, kako deluje na plazminogen, ga je manj, ta plazmin zavira in ta lipoprotein mali A, pravzaprav od njega človek nima absolutno nobene koristi, ampak veliko škode. In kot vidite, tudi tukaj tudi deluje izrazito provnetno. Tudi ta spodbuja spremembo limfocitov v vnetne celice, v makrofage, ki sproščajo razne citokine, ki uničujejo površino žilne stene, ta endotelijsko disfunkcijo pospešujejo oksidativne spremembe, ki pospešujejo kopičenje holesterola v tej žilni steni in hitro rast tromba, plaka in seveda s tem hitrega napredovanja ateroskleroze. Vidimo, skratka, dejansko na aterosklerozo izrazito pospešeno deluje, ampak ima pa še neko lastnost. O tem vam pa še nisem povedal. Namreč značilno je za osebe, ki imajo visok lipoprotein mali A, da imajo aortne stenoze. Se pravi, ta aortna zaklopka v srcu, da se bistveno hitreje se začne ožiti in ovirati odtok v arterijski sistem, pa ne samo to, tudi kalcinacije pospešuje. In to je tisto, zaradi česar se pri teh ljudeh, ki imajo visok lipoprotein mali A, bistveno prej stenoza, pomembna aortna stenoza povzroči, ki je kalcinirana in zahteva bistveno prej zamenjavo aortne zaklopke in vse, kar gre s tem zraven. Po drugi strani pa so tudi nekateri neaterosklerotični učinki, kot smo že rekli, naj bi vplival na celjenje ran, vpliva tudi na angiogenezo. To je včasih vprašljivo, a je to dobro, naprimer v očesnem ozadju, ker imamo povečano angiogenezo, nismo glih srečni, to je eden naprimer pomembnih zapletov pri sladkorni bolezni, ampak lipoprotein mali A to tudi dela. Kaže se pa tudi, da naj bi, ampak tudi pa ugodno, vplival na nekatere rakave bolezni. Zdaj, to se zaenkrat samo špekulira, dokaza pa še ni. Skratka, dobro je tudi, pri vsakem grešniku najdemo tudi kaj dobrega, no, se temu reče. Tu sem že deloma vam razlagal zdajle, kako je povezana ta dejavnost lipoproteina mali A in s trombozo in posledično z aterosklerozo, in ker na obeh teh prijemališčih deluje, tako na trombozi preko teh inhibicije, zaviranje raztapljanja strdkov, pride lahko do zamašitve žile v srcu ali pa v možganih, po drugi strani pa, da bistveno pospešuje vnetno dogajanje v žilni steni in preko tega za hitro napredovanje aterosklerotičnih plakov in, kot sem že rekel, tudi za bistveno hitrejše napredovanje aortne stenoze in kalcinirane. Tukaj vidite, kako ta oksfosfolipid, ki ga imajo te lipoprotein mali A, kako deluje na teh
rupturiranem koronarnem plaku, kako se vse tole, kar je rjavkasto, to so gladko mišične celice, ki prodirajo v ta plak. Tukaj vidite, kako pičenje apo malega a, kako veliko ga je v takem plaku, kako se vnetno dogajanje strašno pomnoži, kako se te makrofagi aktivirajo. Makrofagi, to so levkociti, ki so aktivirani in pogledajte, vse je rjavo, to kar gomazi od vnetnega dogajanja in to pripelje do takega, tudi do kopičenja ApoB-ja, ker vsak lipoprotein mali a ima tudi ApoB in tukaj je pa samo, ko so pri tej osebi delali razširitev, so za tistim trombom in zaužitvijo dali eno tako vrečko, da preprečijo, da bi se tisti drobir usul. In pogledajte, kaj so dobili ven. To je pri tem PTCA-ju so tole svinarijo dali in to so ravno te fosfolipidi in tudi holesterol. To bom skusno, ker je preveč zapleten. Tukaj pa samo še enkrat pokažem povezavo med lipoproteinom mali a in hitrim napredovanjem aortne stenoze in kalcinacij. Skratka, drastično, da skoraj 3,5-krat hitreje napreduje ali pa celo za 5-krat še s tem zaradi fosfolipidov, oksidiranih fosfolipidov napreduje ta aortna stenoza, ki pomeni potem zgodno tudi potrebo po operacijah. To je zelo zanimiva raziskava pri Dancih, ko so gledali pravzaprav povezanost z zvišanjem lipoproteina mali a in raznoraznimi dogodki. In tako vidite, da tisti, ki imajo visok lipoprotein mali a, kot visok lipoprotein mali a so šteli tiste, ki imajo več kot 500 mg na liter. Glejte, za 2,5-krat večja ogroženost je bila za srčni infarkt, 2,9-krat večja ogroženost za kalcinirano stenoze, srčno popuščanje skoraj 2,2-krat, ishemična možganska kap, periferna arterijska bolezen, nenazadnje tudi srčno-žilna umrljivost in tudi za 20% večja je nevarnost za skupno umrljivost, zaradi vseh bolezni, kar jih je. Skratka, ne gre samo za srčno-žilne bolezni, gre tudi za druge stvari, kjer nam pravzaprav ta lipoprotein mali a škoduje. Tukaj je pa malce drugače pokazano, to so pa mendelijske raziskave. To so pa raziskave, poseben tip raziskav, ki bolj neposredno povezavo med tem lipidnim delcem in zapleti pokaže. In tukaj se je izkazalo pri tej mendelijski randomizaciji, da je kar do 4-krat večja nevarnost za srčni infarkt, 3-krat za kalcinirane, nazaj moram imeti, malo se proščam, do 3-krat za stenozo, 5-krat za stenozo koronarnih arterij. Gre za to, da infarkt pa zaužitev koronarnih arterij nista sinonim. Je velika povezanost, ni pa to eno in isto, zato ker za infarkt rabiš zraven še tromb, popolno zamršitev običajno. Karotidne arterije, to se pravi te vratne žile, pogledajte, 1,7-krat, srčno popišanje do 2-krat, možganska kap do 1,6-krat, periferna bolezen do 1,6-krat, to je pa isto, kar je bilo tudi v Kopenhagenski študiji, to 1,2-krat. Vidite, da pravzaprav, ko so še bolj neposredno gledali, je bilo tega še bistveno več. Tisto, kar je pa po svoje tudi dodatno zanimivo, je to. Mi smo rekli, da lipoprotein mali a pa LDL sta si zelo podobna, ampak je pa nekaj zanimivo. Če je ta povišan, pravzaprav je njegova ogroženost, ko so gledali teh 13-5 let, so videli, da je tveganje za koronarno bolezen pravzaprav bilo izrazito visoko, tudi potem, ko so to prilagodili na druge klasične dejavnike tveganja, kot je spol, starost, telesna nedejavnost, sladkorna bolezen, povišen krvni tlak. Ko so vse to skupaj upoštevali,
je bila še zmeraj tveganje za koronarno srčno bolezen bistveno večje. In tudi, kadar je bila raven holesterola LDL, recimo temu še v ustreznem območju, je ta lipoprotein mali a povečeval ogroženost. Skratka, vidimo, da je to neodvisen dejavnik tveganja, ki nas kar straši in na katerega moramo res vedno znova misliti. Tako da je treba to resno delati. In še nekaj. Ugotovili so to, da ta lipoprotein mali a je v primerjavi z LDL-jem navadnim kar 6-krat bolj škodljiv, kadar gledaš en delc holesterola LDL in en delc lipoproteina mali a. Ta lipoprotein mali a je 6-krat bolj škodljiv kot LDL. In zaradi tega ne presenečajo tisti podatki, ki sem jih malo prej povedal, kako povečuje ogroženost za razne stvari. Zdaj, tukaj je pa malo bolj žalosten podatek. Kaj in s čim lahko mi pravzaprav kaj naredimo, da znižamo holesterol, ta lipoprotein mali a. Vidimo, da z klasičnimi zdravili pravzaprav nismo kaj dosti učinkoviti, ampak je pa dobra novica. Na pohodu so nova zdravila, s katerimi bomo lahko res drastično znižali tudi ta lipoprotein mali a in na ta način zmanjšali ogroženost, ki jo ta lipoprotein drugače predstavlja. In tukaj je mal en tak prikaz, kje smo trenutno. Pri eni osebi, ki ima na primer raven lipoproteina mali a, tam okrog 1500 mg na liter. Če tazga zdravimo z statini, nismo kaj dosti dosegali, po enih podatkih ta celo zvišuje ta lipoprotein mali a. Če uporabimo druga zdravila, s katerimi danes razpolagamo, niacin ga sicer imamo, pa ga ne uporabljamo več, ker se ni izkazal, ampak tukaj govorimo predvsem o zaviralcih PCSK9, s temi znižamo tam za 20 do 30% lahko ta holesterol LDL, lipoprotein mali a, in bi pri takem, ko ima 1500, prišli tam na okrog 1000. Nekaj podobnega dosežemo tudi z tako imenovano LDL aferezo. To je posebna oblika dialize, ko mi mehansko odstranjujemo te lipoproteinske delce iz krvi. In tak postopek, taka dializa neke vrste, traja tam okrog 3 do 4 ure in takrat praktično skoraj na nulo spravimo. Ampak potem se začne pa to zelo hitro nazaj zvišvati in v povprečju, ponavadi se dela to LDL aferezo tam na 1 do 2 tedna in v povprečju lahko s to metodo spet tam do 30% znižamo. In so spet tam pri okrog 1000 ml, kar je pomeni še zmeraj izrazito previsoko ogroženost, medtem ko bodo ta nova zdravila, tako ne moram narediti, pa dejansko spravlja tudi pri teh osebah, ki imajo tam okrog 1500 mg na liter, v sprejemljivo območje, tako da ne bomo imeli teh, vsaj upamo, zapletov. Nisem povedal, ampak izkazalo se je, da tisti, pri katerih sploh ni lipoproteina mali a, nimajo nobenih zapletov in se teh nizkih vrednosti, tako kot tudi na primer pri izrazito nizkih vrednostih LDL, tega se ne bojimo, ker doslej ni bilo dokazano, da bi imelo to kakšne negativne učinke na naše zdravje. Če zaključim, razlika bistvena je ta, holesterol LDL merimo rutinsko, vsaka ambulanta to dela rutinsko, zvišano raven ima skoraj 60% slovenskih prebivalcev, je motor ateroskleroze in je tudi osnovni terapevtski cilj, ki ga pravzaprav ob današnjih zdravilih, ob razpoložljivih zdravilih
zelo dobro dosegamo. Mi ob ustrezni kombinaciji zdravil lahko holesterol LDL znižamo tam do 80-85%, ko kombiniramo statin, ezetimibe, PCSK9, pa še eno bempedolske kisline, ki je pri nas ni, ampak tam do 85% lahko znižamo. Za razliko od LP mali A, za katerega vse smernice danes govorijo, da bi jih mogli vsaj enkrat v življenju zmeriti. Se pa zdaj, zakaj? Zato, ker, kot sem rekel, je to pretežno genetsko določen. Če imaš nizek lipoprotein mali A, bo ta nizek lipoprotein mali A ostal. Če imaš zelo visokega, bo ta zelo visoki lipoprotein mali A ostal. Problem so tisti, ki ga imajo na mejni ravni, pri tistih se pa izkaže, da se včasih splača vmes še kdaj določiti ravno takrat, kadar pride do kakšnih dogodkov, ko sem vam prej pokazal, da nekateri tudi negenetski dejavniki lahko vplivajo na raven lipoproteina mali A. Naprimer, to so razna vnetna obolenja, kronična vnetna obolenja, naprimer pri ženskah po menopavzi se splača to narediti, pa še kakšen bi se najdel, ampak kakorkoli že, merimo ga vsaj enkrat v življenju. Zvišano raven ima okrog 20% Slovencev in Slovenk, oziroma prebivalcev Slovenije in prebivalk Slovenije, je izredno pomemben pospeševalec ateroskleroze z dodatnimi škodljivimi dejavniki. Mi vemo, da če mi znižamo holesterol LDL, še vedno ostane določena ogroženost. Še zmeraj bodo, tudi pri nizkem LDL holesterolu, bodo nekateri še zmeraj imeli napredovalo aterosklerozo, zlasti tisti, ki imajo neka kronična vnetja. V velikem deležu pa to preostalo srčno-žilno ogroženost pojasni tudi visok lipoprotein mali A. Neredko danes vidimo, da pri osebah, ki utrpijo miokardni infarkt, pa nimajo povišenega holesterola LDL, imajo potem lipoprotein mali A, tam 1500 ali pa celo še više vrednosti. In mi vemo, naprimer, pri nekomu, pri katerem je raven lipoproteina mali A tam okrog 1800 mg na liter, njihova ogroženost je enaka kot pri osebah, ki imajo tako imenovano družinsko hiperholesterolemijo, ki je izredno pomemben dejavnik tveganja in te osebe imajo srčne infarkte tam pri 35-40 letih. Nekaj podobnega je tudi pri teh, ki imajo tako izrazito visok lipoprotein mali A. Trenutno še ni učinkovitega zdravljenja, ampak kot sem rekel, na dosegu roke so ta zdravila, pravzaprav jih pri nas že tudi nekaterim lahko dajemo pod posebnimi pogoji, ampak niso pa še v splošni uporabi. Mislim, da bodo to v naslednjem letu, se bo to že skoraj zagotovo zgodilo in takrat bomo tem ljudem lahko tudi pomagali. In če zaključim še do konca, odgovor na moje vprašanje v začetku, pravega odgovora ni pravzaprav. Koga se bolj bojimo, pa koga se manj bojimo. Poznati moramo oba, meriti moramo oba, predvsem pa moramo tudi obvladovati oba. In če bomo to dosegli, se bo pravzaprav še popravili tisto, kar v Sloveniji že imamo kar nekaj časa, da ni več ključni razlog pri moških smrti srčno-žilna bolezen, ampak rakava obolenja. Pri ženskah smo pa tudi pred 2 letoma smo bili že na istem, ampak po zadnjih podatkih pa še zmeraj srčno-žilne bolezni prevladujejo nad rakavimi obolenji. To samo vam jaz za povedati. No, super, hvala lepa. Nekaj vprašanj imamo. Ojoj. Gospod Černelič se zahvaljuje in občuduje vaše znanje iz specifičnega področja. Občuduje metode laboratorijske, ki so v pomoč pri ugotavljanju zdravstvenega stanja. Vprašanje. Kaj priporočate nam, ki imamo visok lipoprotein mali A 1208 mg?
priporočilo je prav pri teh osebah trenutno, preden bomo zdravila dobili, da moramo vse preostale dejavnike tveganja toliko bolj obvladovati. Sladkorno bolezen, tlak, LDL, telesna nedejavnost, socialna depriviranost, tukaj smo bolj bogi, ki pač, dokler nam da država malo pomagala, ne bomo, ampak tudi, naprimer, psihosocialni, tudi psihični stres je zelo pomemben dejavnik tveganja. Vse to moramo obvladati in na ta način zmanjšamo ostale dejavnike, ki pospešujejo, tega pa, ko bo prišel čas, bomo pa tudi tega. Zdaj bom jaz izklopila snemanje, da ne bomo s temi vprašanji